Nazaj pa ni samo oddaja ta teden, ampak tudi dijaki in učenci, ki se jim je v ponedeljek začelo novo šolsko leto. Njihovim staršem in skrbnikom pa zaslužene počitnice. Poglejmo si par novosti za dijake. Po novem bo učitelj dijaku zaradi neprimernega vedenja lahko prepovedal prisotnost pri uri. Gimnazija bo lahko dijaka izključila po 5. ukoru, srednja poklicna in strokovna šola celo po 4. Na gimnaziji torej letiš po 5. ukoru, na poklicni pa po 4. Pa ne še kdo reče, da je gimnazija težja. Novosti pa bodo deležni tudi osnovnošolski programi, ki bodo od letos naprej še bolj pristno slovenski. Začeli bodo namreč uporabljati prenovljena učna načrta za slovenščino in izbirni predmet čebelarstvo. Ja, čebelarstvo je predmet v osnovni šoli. Samo pomislite, pod kakšnim pritiskom so današnji učenci. Včasih, če se niso učil pravilnih postopkov, si v najslabšem primeru šus dobil. Zdaj lahko umreš. Šušlja se, da se bo drugo leto čebelarstvo v slovenskih šolah pridružilo še vinogradništvo, gasilstvo in alpinizem. Začetek šole pa poleg policije na cesti prinaša še eno stalno nevšečnost. Poslanico predsednika Pahorja. Gospod predsednik se je tokrat resnično potrudil. Poglejmo si začetek. Predvajana vsebina vključuje prizore, ki so lahko neprimerni za starše ali skrbnike, zato je zanje priporočljiv ogled pod nadzorom njihovih otrok. Režija, to me spet v glavo drkate, kaj? Ne. Okej, če se otroci pripravljajo na novo šolsko leto, se predsednik Pahor očitno pripravlja na novo filmsko kariero. Poglejmo, kaj je osnovnošolcem in dijakom sporočil gospod predsednik. Drage učenke in učenci, velja neko splošno strinjanje, da šola ni nekaj najboljšega, kar se lahko zgodi otroku. In vendar v času šole spoznamo veliko prijateljev, se vname kakšna šolska ljubezen, predvsem pa se v šoli ogromno naučimo. Zato vas ob začetku novega šolskega leta vabim, da sprejemate nova znanja za odprto glavo, da o vsem razmišljate svojo glavo. Srečno. Prave solze. Gospod predsednik, bravo, vaša poslanica nam je res všeč. Še posebej našemu najbolj svojeglavemu korespondentu, ki je po vašem navdihu posnel svojo poslanico za novo šolsko leto. Dame in gospodje, Jan Krojcer. Predvajana vsebina vključuje besede, ki so neprimerne, če jih izreče predsednik države, in precej pričakovane, če so izrečene v naši oddaji. Če vaš otrok trenutno ne igra nasilnih iger ali gleda pornografije, ga pokličite pred televizor. Drage učenke in učenci, predvsem učenci, nimam pojma, kako je biti učenka. Verjamem pa, da velja neko splošno strinjanje, da šola ni nekaj najboljšega. Ker res ni. Ampak veste, kaj je še slabše? Delati za minimalca. In vendar v času šole spoznamo veliko prijateljev, sem in tja se vname kakšna šolska ljubezen, to da brez skrbi, ne bo ti dala. Mogoče v srednji, definitivno pa na faksu. Če bo sreča, bo pripeljala še prijateljico. Zato vam predlagam, da poslušate svojo spodnjo glavo in se potrudite. Tudi pri čebelarstvu. Srečno! Hvala gospodu Krojcerju za besede modrosti. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.